Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja turizma, saj le-ta nam prinaša dodano vrednost in ohranja slovensko tradicijo. Vlogo trajnostnega turizma jaz vidim pri privabljanju turistov, ki si želijo neokrnjeno naravo in pa življenje, ki je še zmeraj nekako podobno ali pa precej naravnano življenju, ki je nekdaj bilo. Trajnostni turizem zagotovo omogoča ohranjanje podeželja in razvoj podeželja. Vendar je pri trajnostnem turizmu pomembno to, da razmišljamo v tej smeri, da zaradi trajnostnega turizma se dviguje kvaliteta bivanja in življenja prebivalcev vasi in podeželja. In to je bistvo, kar moramo imeti v mislih, ko govorimo o trajnostnem turizmu. Naša družba Alpinija bo v prihodnosti upravljala več hotelov v Bohinju. Trenutno obratujeta že 2 objekta, ostali objekti so v fazi prenove. Kljub temu, da bomo v nekaj letih postali ponudnik večjega dela turističnih kapacitet, je naša strategija raznolikost ponudbe, ki bo odražala to, kar Bohinj je in to, kar mora tudi ostati. In to je vpetost v naravno okolje, Triglavski narodni park in lokalno ponudbo. Že sedaj razmišljamo o tem, da bomo spodbujali naše goste k uporabi lokalnega prevoza, koles, drugih oblik zelene mobilnosti. Predvsem pa stremimo k čim večjemu sodelovanju z lokalnimi proizvajalci in ponudniki hrane in pijače, saj želimo, da naša gostinska ponudba odraža v večji meri lokalno verigo in lokalne specialitete, ki so značilne za to okolje. Naša kmetija je zelo pomembna za ohranjanje narave. Trudimo se, da bi delali čim bolj v sobivanju z naravo, ter skrbimo, da so v bistvu travniki in njive ohranjeni, obdelani in na ta način tudi preprečujemo, da bi se vse skupaj zaraščalo in ostalo pač neobdelano. Mi smo se že 2016. leta lotili projekta vzdržnega prometa. To pomeni, da skušamo umakniti iz jezerske sklede, z območja Bohinjskega jezera, avtomobile, glede na to, da infrastruktura ni narejena za to maso ljudi, ki vsako poletje prihaja, predvsem enodnevni obiskovalci. Tako da zdaj že uspešno razvijamo javni prevoz, brezplačen, in pa gradimo dodatna parkirišča v okolici jezerske sklede. Hkrati skupaj s Triglavskim narodnim parkom smo udeleženi pri enem projektu, ki se reče usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku, glede na to, da so znane destinacije in da je ta pritisk v poletnih mesecih zelo velik. Skušamo ljudi preusmeriti tudi kam drugam, kjer ni take obleganosti, ker jaz pravim, da turistov ni nikoli preveč, samo na prav način jih moramo usmeriti. Z največjimi izzivi je pri nas promet in pa kmetijstvo. Poskušamo čim bolj zaustaviti promet v Bohinj, okrog jezerske sklede in zapreti čim več, takih cest, ki niso tako nujno pomembne za naše življenje in kjer lahko dosegamo ali pa lahko zadostimo prevoze z avtobusi in pa drugimi prevoznimi sredstvi. Ravno tako velik izziv vidimo v kmetijstvu, kjer smatramo, da je kmetijstvo in pa turizem sta močno povezana in zato poskušamo, da bi šla kmetijstvo in turizem z roko v roki in pa da bi se začelo kmetijstvo tudi razvijati na način, da bi lahko poskrbeli kot samooskrbno za turizem in pa tudi za naše občane. Če ne bomo pridelovali in predelovali lastne hrane, pa ne bo to poljedelstvo kot živinoreja, potem seveda ne bomo uspeli preživeti na tej zemlji. Kmetijstvo s turizmom, s trajnostnim turizmom, seveda gre z roko v roki, ker so turisti tisti, ki pokupijo izdelke z neko dodano vrednostjo, lokalno pridelano hrano. Glede na to, da želimo v čim večji meri sodelovati z lokalnimi ponudniki in proizvajalci hrane in pijače za našo gostinsko ponudbo,
Za nas predstavlja mogoče zdaj na začetku ravno to največji izziv, kako privabiti, kako vzbuditi zaupanje v teh ljudeh in kako dejansko vzpostaviti ponovno ta gospodarski krog v Bohinju. V prihodnosti si želim, da bi se na naši kmetiji v delo vključili tudi moji otroci, tako da bi postala družinska kmetija. Še naprej si želim sodelovanje z lokalnimi ljudmi in upam, da bomo s tem prispevali k razvoju trajnostnega turizma v Bohinju. Čez 10 let jaz mislim, da bo javni prevoz veliko bolj razvit, pa to govorimo o železnici in avtobusnem prevozu, veliko bolje kot sedaj. Znaki se že zdaj kažejo, da gremo v ta trend, v ta razvoj in pa pričakujem, da mogoče čez 20 let bomo imeli mogoče namesto kakšne ceste v gorska področja, kakšno žičnico, ki manj osnežuje kot avtomobili. Bohinj je področje, je občina, kjer bodo ljudje čez 10 let domačini živeli visoko kakovostno življenje, se bodo šli trajnostni razvoj, se bodo ukvarjali s kmetijstvom, zeleno energijo, z vsemi temi multiplikativnimi učinki, ki jih te sodobne tehnologije imajo. In ker bomo tako dobro živeli v tem nacionalnem parku, nas bodo drugi prišli gledati in občudovati in se z nami imeti lepo.